po tem ognjevitem govoru Tjašinem, od mene ne morete pričakovati, da bi jo presegel. Jaz bom povedal tisto, zaradi česa so me povabili, da pridem, da spregovorim predvsem o miru in o svoji skrbi, zaradi tega, ker se mi zdi, da je mir postaja fata morgana. In zraven sem še obljubil, da si bom napisal to, kar imam za povedati, zato da me ne bi zaneslo nekam, kjer si pravzaprav ne želim biti. Za tiste, ki me ne poznate, jaz sem Ivo Vajgl, pol življenja oziroma skoraj celega sem se ukvarjal z novinarstvom, diplomacijo, bil sem član Evropskega parlamenta, nekaj časa sem bil tudi zunanji minister te države. Mi smo se danes tukaj zbrali na obletnico strašnega dogodka, ki še vedno traja in pomeni skrajno gorje za milijone Ukrajink in Ukrajincev, za begunce, svojcev ubitih na obeh straneh, za mlade vojake, ki jih pošiljajo na bojišča, v klavnico, v smrt. Mi tukaj prisotni smo prepričani, da je tudi šibak in nedorečen mir boljši kot vojna, boljši od obeta zmage ali od strahu pred porazom. Vojna je največje zlo. Kjerkoli se dogaja ali se šele nakazuje, v Ukrajini ali v Palestini, v Afganistanu ali Iraku, v Libiji ali Osetiji. Vsi izgubljajo vse, kar jim je najdražje, samo nekaj jih je, ki iz vojne potegnejo dobičke, zelo malo jih je, ki jih minule in prestane vojne niso opomnile. Zato se je pred nekaj leti z drobno knjižico z naslovom Time for Outrage, v slovenščini izdani pod naslovom Dvignite se, oglasil skoraj 100-letni francoski partizan, filozof, diplomat Stefan Hessel, ki je začutil negativno energijo, ki jo nad svetom razširja brezobzirni pohlep kapitalizma, imperializma in rasizma. Pozval je vse, posebej pa mlade tega sveta, naj se uprejo. Na današnji dan, ko se je pred letom dni besni ruski diktator Putin odločil, da požene svoje čete nad suvereno državo, predpostavljam, da se ne boste vsi strinjali. Ne, se ne strinjamo. Ne, se ne. 9 let je že, kar traja. Je v tem trenutku bolj zaželeno govoriti 8 let so ubijali v Donbasu, civile. jezikom vojne, Kje ste bili takrat? 8 let, kje? Sluša propaganda v Sloveniji. Da ne rabimo propagande. Budite malo demokratični, pa poslušajte do konca, potem se pa lahko pogovorimo. Kaj pa vi niste demokratični? Nacisti, kompromisa. Bravo za vašo demokracijo, gospod Majka, bravo! Lažite, rabi me poslušati. Halo. Dobro, bodite mečkan stopljivi. Glejte, vsak ima pravico povedati, tudi jaz sem nekdo žvižgal, pa se kdo tudi ne strinja s tem. Lahko bodite tok, no. Ne govoriti na pogresni. Veste kaj, jaz se bom tukaj ustavil. Mislim, da sem tudi za nekatere izmed vas naredil napako, ko sem sprejel povabilo na ta sestanek, ker sem mislil, da bomo govorili o miru. Mislil sem, da bomo govorili o nečem, kar je najbolj bistveno. Na Ni treba Putina žaliti. Veste kaj? Če brani Ruse.
svoje mnenje, ki ga hočete o Putinu, zame je on diktator in zločinec. Okay, zdaj pa prosim, da se malo pomirite. Zdaj bomo dali pa besedo, mislim, da te najmlajšemu govorniku, pa vam bo on povedal, kaj si misli. Živijo, jaz sem Ul in sem srednješolec in v bistvu moje življenje se je po mojih 16 letih šele zares začelo, ker pač imam toliko načrtov, toliko želj, toliko vsega pač na svetu, ki bi še rad naredil, preskusil, videl in doživel. In a mi bo to vse dano, se sprašujem. V bistvu poslušam in opazujem, kaj se dogaja po svetu, pač sem res zaskrbljen, kaj prinaša prihodnost, kaj bo jutri in kaj se je zgodilo z razumom. Predvsem pa mene tudi zanima, kdo in s kakšno pravico tudi mene vpleta v vojno. Namesto, da bi si za nas vse prizadeval za mir. Oziroma vem kdo, naša vlada, s kakšno pravico. Tukaj pa vstaja eno odprto vprašanje. Če mene vprašate z nobeno, orožje ubija, če še komu ni jasno, in ne spodbuja miru, ampak smrt, ki grozi, da se bo razširila čez cel svet, ki bo presekala moje sanje, načrte, želje in ki me bo namesto v lepo življenje poslala pred kroglo. Kajti pri 16 letih pravi, da si že zrel za ubijanje in ti porine puško v roke. Zato vsem odraslim, ki naj bi to bili, čeprav potem, ker vidim, močno dvomim v to, ne želim biti, oprostite izrazu, kanon futer. Ne želim ubijati in ne želim se iti tuje vojne. Ne želim umreti za nekaj, kar bi vi lahko preprečili, če bi lahko hoteli. Zato, dragi politiki v Sloveniji in širše, nehajte v Ukrajino pošiljati orožje, raje pošljite diplomate, da bo tudi meni dano žiti življenje.